Začenjamo z dobro novico. Res je, da nismo postali evropski prvaki v odbojki, smo pa ta teden postali evropski prvaki v številu okuženih na 100 000 prebivalcev. Sicer je pa še vedno vse po starem. Številke okuženih so ponovno visoke, gospod Kacin se ponovno pojavlja na TV, povsod je še vedno obvezen pogoj PCT, medtem pa so sindikati napovedali vojno pogoju PC, ki bo s 1. oktobrom obvezen za zaposlene v državni upravi. Hvala, kolegica novinarka. Tako je, državni organi napovedujejo vojno PC pogoju, kar verjetno pomeni, da bomo dobili še eno skupino protestnikov. Zdaj, glede na to, da ob sredah protestirajo proti PCT-ju, ob petkih proti vladi, vi pa ste vsebinsko nekje vmes, bi jaz predlagal, da protestirate ob četrtkih. Bomo imeli en tak tedenski protestni festival. Pa še zaščitnih ograj vam ne bo treba prestavljati. Dajte razmisliti, mi pa gremo na naslednjo koronsko novico. Sodni svet pa je odločil, da z vladnim odlokom o PCT ni mogoče omejevati dostopa do sodišč in njihovega dela. Tudi tu je vlada premalo premišljeno ali pa se je premalo pozanimala pri pristojnih v sodni veji oblasti. Namreč, če nekomu, ki nima izpolnjenega PC ali T pogoja, ne omogočiš dostopa do sodišča, so lahko pravne posledice zelo hude. Kako to mislite, da se vlada premalo pozanimala pri sodni veji oblasti? A nima vlada svoj preverjen sistem? Ven dajo eno protikoronsko omejitev, na kar jim ljudstvo pove, da tega nočejo, sodstvo jim pove, da tega ne smejo, vlada pa na koncu reče, da je kriva opozicija. To je odličen sistem. In kaj o morebitnem obveznem cepljenju mislijo mimoidoči? Jaz se ne bi dala cepiti, ampak me je sin skoraj prisilil. Kakšen smeh. Ja, gospa, ampak ta prisila je bila za vaše dobro. Če vas prisilo, da popravite poroko in vse zapustite njemu, to bila slaba prisila. Recimo, od starejše gospe, ki je proti cepljenju, pa gremo k malo mlajši, proticepilski gospe. Še vedno pa je v teku disciplinski postopek zoper mariborsko učiteljico, ki državi v celoti nasprotuje glede uvedbe ukrepov PCT, zaščitno masko pa je označila za nagobčnik. Zaradi tega razloga zoper mene v drugi polovici avgusta začel voditi disciplinski postopek pred odpovedjo. Suspendirana učiteljica sicer ni poučevala v razredu, ampak je posameznim učencem nudila individualno učno pomoč. Seveda je nudila samo individualno pomoč, se v razredu ni mogla delati. Kako bi oseba, ki je proti izpolnjevanju PCT pogoja in nošenju mask učencem razložila, da morajo upoštevati določena pravila? Benjamin, kaj prosim, nekaš gledati risanke na telefonu, ker imamo pouk, pa motiš ostale. Telefon ti bom vzela, Benjamin, pa bo še pa ravnateljice. Ona te bo pa izključila. Kako to misliš, da se boš šolal od doma? Tega ne Benjamin, kam greš? Benjamin, če boš rabil individualno pomoč, me pokliče. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.